Pozdravljeni. Končno smo dobili novi PlayStation 5, ampak prvo bomo reviewali kontroler. Zdaj, kontroler na prvi pogled že po dizajnu lahko vidimo, da je lepe črno-bele barve. Kar pomeni, da se bo hitro umazal čez pol leta, eno leto, kakorkoli. Čeprav od zadaj ima veliko izboljšan oprijem. Ima tudi lepi detajl križcev, krogcev, trikotnikov in štirikotnikov, kar je značilno za PlayStation. Imajo tudi RGB lučke, kot tudi izboljšan tale D-pad za boljšo odzivnost pri igranju. Najbolj pomembna stvar pri tem kontrolerju pa so gumbi. Tele gumbi so veliko globji, kot so pri PlayStation 4, kot tudi boljše vibrirajo, tudi boljša odzivnost, več feedbacka dobimo v igri. Zares je zelo interaktivno, naredi celotno igro. Zdaj, tale kontroler od PlayStation 4 je tudi veliko lažji, kar je za nekatere en plus, za mene osebno je tole, da je malo težji velik plus, zato ker imam rada težje kontrolere, manj letijo po luftu. Kar pa pogrešam pri tem kontrolerju je tale lepa barvitost trikotnikov, štirikotnikov na PlayStation 4 kontrolerju. To mi je bilo vedno všeč in to je bila ena stvar, ki sem jo vedno iskala, tudi če sem hotela imeti katerikoli drugi kontroler, sem iskala enega, ki bi bil nekje takšne barve, kot so PlayStation 4. Res, tele so mi najbolj všeč. Res, da je futuristično, bolj se prilega celotnemu izgledu PlayStationa, ampak tile gumbi meni osebno so tako, izgleda malo dolgočasno, malo klišejsko, ampak dobro je, da so spremenili končno na hitro polnjenje, tako da boste lahko še več igrali, si malo hitreje kontroler napolnili, ker je brezžičen. Ima vgrajen novi mikrofon in seveda zvočnik. Tako da, če želite, lahko uporabljate kar tega na kontrolerju, ampak seveda nič ne premaga seveda slušalk ali pa mikrofona, ki jih imate na svojem headsetu. Pri PlayStation 4 kontrolerju res, da je bil zelo nas je privlekel v igro, ampak tale ima še veliko boljše vibracije v igri. Tudi spremenjene ima tipke, nima več option in share, zdaj ima tudi malo obrnjene tipke in seveda nima več tega napisa, da izgleda bolj futuristično. Meni osebno tale kontroler velika izboljšava. Ponavadi meni kar roke švicajo ob igranju PlayStation 4, tako da tale novi grip je zelo dobra stvar, zelo nekaj novega, še posebej tudi na teh joystickih. Jaz bi tale kontroler rekla, da je zelo lep, inovativen, ampak določene stvari, kot je ta bela barva, ki se hitro maže, pa bi res lahko malo drugače naredili. Še posebej, ne vem, vsaj tule, ko držimo roke, ko ga držimo, ročke bi lahko imele drugačne barve kot pa bele. Bi bila mogoče bolj preprosta rešitev za tako stvar. Ampak ja, lahko nas spremljate na GameGag spletni strani za nadaljne informacije o PlayStation 5 celotnem reviewu in se vidimo pri naslednjem.